Moram zdaj tole povedati, leži mi na duši, na srcu oziroma v glavi. Tale napad na Niko Kovač. Vse je res, da je obsojanja vreden, ampak delati dramo, ne bom rekel za prazen nič, ampak iz enega napada, ne, mislim, to je pa zdaj politično oziroma novinarsko perverzno, ne. To, kar delajo zdaj novinarji, to galamo, ko poročajo vsi mainstream mediji, mislim, ko se dviguje prah iz dna oceana za prazen nič. Ne. Zdaj, če bi tale Nika vedela, kaj ona dela s tem svojim 8. marcem, vse povsod po Sloveniji, pri tistih, ki drugače mislimo, ne, bi se tudi zamislila, ne. Ampak njej ta pamet ne seže do tja, ker jo spotikajo čustva, ne, spotikajo jo ta politično opredeljena negativna čustva, ki jih napirja proti desnim, drugače mislečim, proti nam konzervativnim, bom rekel, ne, ker se nimam ravno za desničarja, sem pa konzervativen in kritično mislim in meni je onemogočeno v tej državi, v moji državi, v mojem življenju, pa imam samo eno življenje, pa samo to državo imam, samo v njej lahko delujem, ne. Ne bom zdaj iz principa šel v Torino, pa se tam neki ven metal, to, kar Žižek dela. Mene je mama imela rada. Jaz ne bom šel v Torino zdaj jokati, pa menjati države. Jaz hočem v moji državi sebe udejaniti, svojo kritično misel. In v moji državi to meni ni dovoljeno. Tudi zahvaljujoč se te paradržavne inštitucije, leve inštitucije tega zavoda, inštituta 8. marec, ki mu poveljuje ob podpori vseh teh mainstream medijev, ravno Nika Kovač. In zdaj, ko se jo pa kritizira, ne, ko se jo malo bolj na trdo pogleda, ali pa se malo bolj intenzivno zadiha ob njej, ne, pa je pa kar konec sveta. Mislim, ta njena jokavost, to je prav perverzno, ne, mislim, 5 minut prej se reži, pa tam ihti v tisti mikrofon, pa tiskovna konferenca, mislim, to je totalno perverzno. Jaz ne odobravam nekih verbalnih napadov, ne, ni tega na njo, še manj fizičnih, ne tega na njo, niti tistega, ki je Teja Jarc naslovila na Kredarici, predvsem na Janšo, pa tudi Hojs je bil menda tam. Ne, to je posledica nizke politične kulture v tem politološkem ali političnem diskurzu, ki je prišel kar v javno debato, kot tam neke branjevke, ko vpijejo ena na drugo, če si delajo preveliko konkurenco, ne. Skratka, to, da zdaj izjavlja tam pred vesoljno Slovenijo, da se 5 postopkov vodi ona proti drugim, ki so jo napadali. Mislim, če bi jaz vse tožil, ki mene napadajo, kaj meni to delajo, mislim, to bi imel 100 postopkov, ne. Ampak jaz se izpostavljam in čutim, da me nekdo, ki se ne strinja z mano, lahko napada po svoje, pač kulturno, lahko tudi vpije, mislim, piše žaljivke, vzamem v zakup, tudi lažejo o meni, ogromno laži je, to me najbolj boli, ne. Ampak ne bom šel zdaj v tožbe, če ne bo to pretirano. Tale jokava Nika Kovač, mislim, razvajenka, ki je fotor držal štango in jo še drži, mislim, ta pa zdaj pa užaljena in zdaj bojo vsi napihli vse, kar jo me je hotel razkosati. Pa kak je razkosati? On je uporabil neko stavčno dikcijo, sadistično, zato da bi te zabolelo. Zato je rekel je, ni pa hotel, rekel je to, ne. Človek nekaj izreče, zato da zaboli, ne zato da nakaže na miro, kaj bo res naredil, ne. Ne se bat, ne bo te razkosal. Skratka, 2 meseca pogojne kazni je dobil dotičnik, ki je rekel, da jo bo razkosal. Mislim, kaj so vse meni rekli, ne. Pa kaj mi delajo, zdaj bom jaz povedal, kaj meni vse delajo, ne. Ok, to, da mi ne pustijo gostovati svojo razočarano gospodinjo pri seksologu, mislim, ali pa še prej, Lepotica in psihoanalitična zver,
Ali pa najstnica pri seksologu, ne, ko sem jaz predaval po srednjih šolah, pa učil heteroseksualne seksualnosti, ne legibitrovske, ne. Kaj so to vse delali in ravnatelji, in kaj delajo župani, pa tudi duhovniki, ne, ker ne smem gostovati v tej hiperseksualni komediji, ki je zelo poučna. Ne. Zdaj, kako meni grozijo po raznih e-mailih, pa zasebnih sporočilih, predvsem na Facebooku, ne, pa javkajo, ko jih dam na blog, ne. Zdaj leži, me prizadane, zdaj tisti, ki bi radi, da jaz trpim, dajte fejst lagati o meni in pa bom pa trpel, ne. Ali boste pa vi osu izpadli. Mislim, kaj vse se je meni naredilo? Pred 20 leti, kaj so te turbo hlapci, ki so zaposleni na fakultetah ali pa tam nekje na Mirovnem inštitutu, Vlasta Jalušič, Bogdan Lešnik, ne? Jaz nisem smel doktorirati. Paste, jaz sem se odrekel akademskemu nazivu, ker si nisem pustil oprati možganov. To so meni naredili, ne? V tem mojem edinem življenju, ki ga imam. Jaz 20 let nisem doktor, sem dvojni magister sociologije, kulture in kinezioloških znanosti, moral bi biti pa tudi na 3. podiplomskem študiju doktor antropologije vsakdanjega življenja. Ne? Nisem, ker se nisem pustil, po domač povedan, jebati v glavo, da možganov mi pa ne boste opravili. Ne? Lahko mi vse vzamete, ampak svobodno bom pa mislil. In ta leva scena ne pusti svobodno misliti. Vključno s to musarco, ne? Ki je imela svet, predsedovala je svetu za odkrivanje sovražnega in diskriminirajočega govora. Predsedovala je 9 isto levo turbomislečim aktivistom. Mislim, to je ta leva scena, ki zdaj bi pa rada, da mi bili pa krotki, čakajte malo, pa človek je žival, jaz imam moralno razsodnost, nimajo pa vsi tako močne razvite moralne razsodnosti, se jo lahko speče okoli kepe, Toloniko, če bo tvesila paradržavno, se pravi politično paradržavno svojem 8. marcu, nekaj, kar ji ne pritiče. Ona je paradržavna politična organizacija, ki po ovinku na pobudo leve scene vstopa v politiko. In po enem tam na levi se bo zmešalo. Jaz opozarjam, da se bodo rodili amok napadalci. Ustvarili jih boste, tisti, ki ne dovolite, da bi tudi drugače misleči prišli do svoje besede. Ustvarili jih boste. To se bo najdel eden, bo malo treniral snajperistvo, ali pa bo s kalašnikom vstopil nekam, kjer enoumno poročate. Ne da grozim. Jaz vem, kako človekova duševnost deluje. Zato vas opozarjam, ne igrajte se z drugače kritično mislečimi, ker bomo pokazali zobe, vsak na svoj način. Ampak jaz lahko kulturno to povem, ker vem, da je Freud rekel, ko je človek spregovoril, ko je iznašel besedo, je lahko odvrgel kopje, je pest lahko spremenil v teh časih, v tipkovnico jih je plasiral, na tipkovnico. In lahko s kritično mislijo, kaj pove. Ni treba zdaj nikoga na gobcu sekati, ker imamo misel. Ampak zdaj, če nam boste pa zatrli še misel, če bomo mi morali plačevati, na nacionalni televiziji se pa ne bomo smeli pojavljati, potem paste, se bo nekaj zgodilo. Zato, ker vem, kako moška duševnost deluje. Zdaj imeti neka dvojna merila. Za leve velja nekaj, za desne pa nekaj drugega. Vi desni boste krotki, plačujte davke, mi levi bomo pa lenarili, pa goflo sukali. Brez kritične opozicije. Ne bo šlo tako. Ne bo šlo tako. Meni vsej se nič ne jezim, če mi tam une feministke, lezbike dajo bodečo nežo, da sem seksist. Vi mi kar podeljujte. Zame je biti seksist častna stvar. Izdelam razlike med spoloma, zato sem napisal knjigo Prvi spol, še prej pa knjigo o spolu, ki jo nisem smel promovirati nikjer. O tem bom še pozneje govoril.
Vi meni lahko podeljujete ne vem kaj, ne? Me označujete za seksista. Ne? Ampak, gledajte, kaj meni delajo, veste kaj, in od kdaj? Od takrat, ko sem sesul prvič, pomagal sesuvati Primcu in cerkvi, novi družinski zakonik. Ne? 2011 sem začel, že 2010, 11, 12, na referendumu sem moje levičarje prepričeval, da otrok rab moškega očeta pa žensko mamo za to, da, pa ne bom šel v to smer naprej. In potem, ko se jaz želim tudi preživljati, ne, ko s predavanji, jaz sem imel najvišje ocenjena predavanja tam nekje na akademiji, pri nekem notranjem ministrstvu, sem imel neko akademijo za kadre. Nisem smel predavati, sem imel najvišje ocene. Nikamor nisem smel, nobeno knjižnico, nikamor. In potem sem naredil skupaj z mojo ekipo neko abonmajsko predavanje, oziroma ciklus abonmajskih predavanj. Iskali smo prostor, se dogovorili, ga tudi plačali. In potem so zvedeli, da bom jaz vodeb, ki sem sesul družinski zakonik, predaval 2012 v hostlu Celica. Ne? In potem dobi moj menedžer, ne, organizator tega ciklusa abonmajskih predavanj, obvestilo, ne, oziroma sporočilo, in to strani direktorice, mislim, da hostla Celica, kjer je pisalo nekako takole. Obveščeni smo bili strani našega članstva, ne, se pravi levih aktivistov, da hostel Celica gosti ciklus predavanj dr. Romana Vodeba. Sorry, že takrat sem bil tudi dvojni magister. Doktoratu sem se 2001. leta odpovedal. Ne. Se pravi, Roman Vodeb gosti. Sekcija Škuc LL, ne vem, kaj je te, lezbična lilija, kaj tazga. Škuc kot nevladna organizacija na področju zaščite človekovih pravic LGBT manjšin redno spremlja kršitve povezane s homofobičnim diskurzom ter druge kršitve človekovih pravic na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Imenovani predavatelj je znan po svojih homofobičnih, lezbičnih in transfobičnih, lezbofobičnih in transfobičnih stališčih, ki jih širi v medijih ter v širši javnosti. Jaz sem znan po tem. Ako mehmen pridejo lezbike, geji, po nasvet, zakaj sem tak, a se lahko pozdravim. Jaz sem tisti, ki rečem, pozdravce ne morete, ker niste bolani. In jih vprašam, zakaj ste pa vi prišli k meni, če me pa označuje, da sem homofob. In meni geji in lezbike rečejo, vi niste homofob. Mi vemo, kaj so homofobi. Vi samo poučite, zakaj se ene stvari tako v psihi nam dogajajo, nam, ki nismo heteroseksualni, in zakaj se to dogaja. K meni pridejo geji, ne, in mi priznajo, da jaz nisem homofob. Kljub temu, da razlagam, da je homofobija pričakovana in normalna, glede na pravilno razrešen Oedipov kompleks. Pri dečku govorim o moškim homofobiji. Če nadaljujem s tem pismom. Smatramo, da gre pri tem za javno razpihovanje nestrpnosti, čemur ostro nasprotujemo pri mojem predavanjih, abonmajskih, 10 sem jih planiral. Začudeni smo, da Celica gosti predavatelja z izkazano kartoteko nestrpnosti, nespoštovanja drugačnih in manjšin. S tem je soodgovorna za to vrstno početje. Vkolikor bodo predavanja vsebovala elemente sovražnega govora oziroma javnega razširjanja in podpihovanja sovraštva in nestrpnosti do manjšin, bomo primorani zadeve prijaviti pristojnim organom. Kdo je kaj bil podpisan po tole? Jaz sem imel pa predavanja o psihoanalizi v kontekstu vsakdanjega življenja. Ne? Se pravi, bonton skozi psihoanalizo, če se spomnim. Samopodoba, samozavest, kako se razvija skozi psihoanalitične koncepte. Kaj pomeni primarna družina, tradicionalna, kaj pomeni pravilno razrešen Oedipov kompleks, kaj pomeni moralno razsojanje, vzgoja otrok, mislim, kopico tudi psihoanaliza športa, psihoanaliza umetnosti in neumetnosti.
Vse to skozi psihoanalizo. Ne. In protestno pismo je doseglo, da eno predavanje sem imel, potem je pa to odpadlo. Ljudje so že naprej plačali moje abonmajska predavanja. Nikjer v Ljubljani ne dobim prostora za normalno predavanje. Mislim, kaj šele ne govorim o teh kulturnih dvoranah, ki jih moramo masno plačati in na katere sploh ne pridemo, ker župani ne dovolijo, ali pa te hlapčevski direktori kulturnih teh domov, zavodov za kulturo, mladinskih centrov. Ne? To je vse leva scena. In če je kdo pa bo vodeb, pa ne. Zdaj, če vam grem za nazaj povedati, kaj se mi še vse dogajalo, mi je žgalo dušo. Dušo mi je žgalo. Ko bi raj gofo nastavil, pa me tepte po glavu. Sam ne mi noter krivice delati not v glavu, ker se mi preveč krivic zgodilo v športu, ko so mi ukradli naslov državnega prvaka, ko so mojim puncam z goljufijami preprečevali osvajanje naslovov slovenske prvakinje, se pol državni prvaki v Jugoslaviji so pa bili, ker ni bilo goljufivih sodnic ljubljanskih, jaz sem namreč Strbovelj. Poslušajte zdaj to. 12. maja je odpadla športno-filozofska problemska konferenca z naslovom Funkcije in vidiki in vzgoja borbenega vedenja. Neki borci, tam karateisti so to filozofi tudi organizirali v modri sobi filozofske fakultete oddelka za filozofijo, ki je bil ta oddelek, ki je bil hkrati tudi eden od soorganizatorjev te konference, problemske konference. In ko so zvedeli, da bom pa jaz imel pač predavanje, naslov predavanja je bil Thanatos, to je Freudov koncept, starega Freuda, ali kastracija, to je pa mladi Freud, v borbenih športih, to je zdaj vprašanje, to be or not to be, that's the question, bi rekel Hamlet. Jaz sem dal pa to vrstno predavanje, naslov, tekst sem pozneje tudi objavil, celo v tujini so ga hoteli, kar dajte ga pa prevedite ga, se nam je s tem ukvarjal. Psihoanalitično, korektno, teoretsko predavanje. Ker je Roman Vodeb to predaval, so potem skup stopili dekanja Branka Kalenić-Ramšak, to je bila predhodnica Romana Kuharja, tega geja, ki je upeljal izbris spolov v teh aktih, kot je naslovi ona Janez Novak. Predstojnik oddelka je bil za filozofijo Borut Ošlaj, ta se mi enkrat potem na njeni filozofski konferenci na filozofskem društvu malce opravičil, je rekel, da to pa moralno ni bilo prav. Ja, ti si bil predsednik oziroma predstojnik oddelka za filozofijo, Borut Ošlaj. Rektor univerze je bil takrat Ivan Svetlik, to je tisti bivši minister za delo, ki je potem za zahvalo, ker mi je padel družinski zakonik, pa ne samo družinski zakonik, tudi malo delo, pokojninske reforme, vse mu je padlo in postal je potem rektor Ljubljanske univerze. Tudi ta je vedel, da to odpade, nikome ništa. Mislim, kako perverzno je to, popolnom neskladju s kategoričnim imperativom, tem kantovskim etičnim imperativom. To se je meni dogajalo. 12. maj 2016, cela konferenca je odpadla, zato ker sem bil jaz predviden za predavatelja. Sej, bom povedal še, kaj je še vse odpadlo. Jaz sem bil potem, ker sem zanimiv, povabljen na radio Slovenija, strani enega Petelinšek, kaj je že, Tone Petelinšek, novinar, legenda mariborskega radia oziroma podružnica Radija Slovenija. Imela smo intervju ob dnevu žena, o ženskah, o moškinjah, o feminizmu. Polurni intervju, krasen intervju. In potem je volilec levice z veliko pisano, nek anarhist, tonski mojster, srednjo šolo ali pa s 3-letno poklicno ali pa z osnovno šolo. Tonski mojster je klical poveljstvo Radija Slovenija v Ljubljano, ta intervju ni smel v eter. Ni smel, posnet intervju ni smel v eter. Še zdaj ga nisem slišal. Ko ga saj pol na YouTube mi tam nek prešvercu, nekdo, ki ve, da je to moralno prav.
In kaj se je isto zgodilo potem, recimo pri neki promociji knjige v knjižnici Jožeta Mazovca v Ljubljani v Mostah, so mi rekli, da bi lahko prišel predstaviti to knjigo. To je še pred sejmom, unim zelo glasnim 35. knjižnim sejmom. Ne, so mi dovolili, da grem predstaviti knjigo Prvi spol, kritika feminizma. S podnaslovom, pa tega ni v naslov, podnaslov pa je formalni. Se pravi, prvi spol ali penis in ženska želja. Ne. Teorijo seksualnosti teh feministk sem tudi obdelal, med drugim. Kritiziral Simone de Beauvoir in njen drugi spol. Ne. In sem imel svojega kamermana sabo na tem predavanju. So rekli, ne rabite, mi vsa predavanja posnamemo. In so ga snemali. Ne, potem je pa treba dati na YouTube, joj, veste, se nam je pokvarilo. Še v faco so mi lagali, ne. Posneli so vse, ampak na YouTube niso dali. Perverzno, jaz pa zaradi tega nisem snimal s svojim kamermanom, ki je bil tam. Samo da se dober glas ne bi širil 9. vas, ali pa 10., 11., 12. To so mi delali, te levi aktivisti. Lejte, v času korona krize se je na mestni občini Mol pri Jankoviću organiziralo nek EUSA, to je neko univerzitetno združenje evropskih študentov, ki mu pri nas poveljuje oziroma ga vodi nek gej. Je organiziral spolne zlorabe v športu. Ne? Tam neka Kerin je nekaj predavala, hotla, on Prezl je neki, šolar, olimpijski komite, nikako vač ni bilo, ker je vedela, da mi je spršel, jaz sem pa rokco dvignil in polemiziral, se celo posnel, dobite na YouTube en del mojega ekspozeja. Ko sem pa jaz povedal, kaj se dogaja v ženskem športu, ne, kar ni šlo, zadeva ni šla, vse je bilo snemano, na YouTube bo vse objavljeno, so rekli, nič ni bilo objavljeno. Lansko leto, maja, na mestni občini Ljubljani, Janković je prišel vse pozdraviti, vsi smo imeli masko, on pa brez. Ne? Pa srbsko delegacijo imel, mislim. Rogaška Slatina. Zdajle, konferenca. Zdajle imam, odpadla bo, je, ena je že, pa še ena bo. Vzgoja med nasiljem in nemočjo. Grand Hotel Sava, Rogaška Slatina, prva konferenca, strokovno izobraževanje, 13. do 15. oktober, drugo pa 10. do 12. november. Odpadlo je vse, ker so tako pritiskali, da je cela konferenca, 2 konferenci, vse to je odpadlo. Jaz sem imel pa strokovno predavanje o nezavednem čustvovanju dijakov oziroma gojencev teh domov, v povezavi z vzgojitelji. Transfer je fenomen, ki se dogaja v psihoterapiji. Najvišje ocenjeno predavanje sem imel 3 leta nazaj. V Strunjanu. Tle so neki psihiatri, Marija Anderluh, Hojka Gregorič Komprščak, Marko Juhant, Ina Kreft, Toman, Udleva Kreftah, filozofa, hčerka, ena od 2. Jure Leva, psiholog. Vsi so vedeli, da imam kvalitetno predavanje že v Strunjanu, zato so me še enkrat povabili, ker sem bil zelo poučen. In protestna pisma strani enega Vezjaka, Borisa, pa pedagoške fakultete, da jaz ne smem predavati. Cela konferenca, 2, sta spet odpadli. Ona, Urška, pa nekaj že, Urška tudi. Nika pa joka. Se je zdaj še Musarce začela jokati, mi še o njej kaj povedal. Mislim, ne. Knjižnica v Sevnici je napovedala moja predavanja leta 2015 o spolu, predstavitev knjige o spolu. To je prva moja ta kontroverzna knjiga, ki tematizira spol in spolne razlike. Par dni pred promocijo te knjige v knjižnici Sevnica dobil obvestilo, joj, veste, odpade. Je odpadlo. Ne, zažiganje na Grmadi v prispodobi. Da ne govorim, kaj je bilo na knjižnem sejmu, če se spomnite, kaj je to Doven Savič počel. To so imeli spreje sabo.
To so me hoteli posprejati. Bilo jih je, ne vem, 200 v predavalnici, policija je prišla, varnostniki, polnih 10-15 anarhistov med 200. In televizija Slovenija je samo o teh 15 govorila. Pa Miha Kovač, ne, ta fotor od Nike Kovač je imel Stanjo Starič v TV Odmevih o meni, ne, gnojnico je tam zlival po meni, jaz se nisem mogel braniti. Ne, kaj, jaz sem zdaj to tiskovne konference skličeval. Tudi če bi jo, ne bi nihče prišel, ali pa 2-3 televizije. Mislim, ne. Branili so me, tudi moji feni, tam je bil en Hrust, je rekel Domen Savič, še enkrat lega ti pisem, pa jih boš dobil, ne. Pa bi bil pa Domen Savič, jih je dobil, joj, sem bil fizično napaden, ne. Mene pa policija morala varovati. Ona neka, pa tam jokca. Jedni je bolj na glas zadihal, te on njo. Jozas. 500 podjetnic. A bi vi predavali o podjetništvu nam ženskam? Ok, lahko. Zmenili vse. So zvedle in prijavljale so ženske. Zaradi mene, ker sem imel pripravljen ekspoze ženska v podjetništvu. Zajebana stvar, ne? Povezana s seksualnostjo, ne? Tam po ovinkih, ne? A o tem se ne sme govoriti, pa ne sme biti vodeb. Feministke so tako pritiskale na te organizatorke, da so me en dan pred tem srečanjem 500 podjetnic umaknile, ne? In pa so pa Pahorja, Pahorja. Takrat je bil predsednik vlade v odstopu ali je bil že kandidat za predsednika države. Pahorja, samega Pahorja so kot adekvatno zamenjavo za mene. In potem meni, joj, veste, časovnica se je spremenila. Koliko so te babe bile pokvarjene. Da ne govorim, kaj je bilo, ko sem predaval pol leta nazaj. Celje, inkubator, podjetniški, tam je na Reva, mislim, ugledna ženska, moja fenica, organizirala predavanje. Je rekla, mene bojo linčali. Jaz sem rekel, če čete, pa tudi ni treba, da grem. Ne? Predavanje dobite na internetu. Ne? Kaj hujga, da si jaz predaval, kakšne grožnje doživljala. Ta uboga ženska. Ne? Zato si mi rekel, Reva. Ne vem, kaj bi še rekel, ne? Tale Nika Kovač, mislim, tako perverzno, ko se ona tam izživlja nad drugače mislečimi, na stranska vrata vstopa v politiko, vlaga zakone, ne? Sploh ne spoštuje neke politične kulture, nek bypass dela v politiko, skrajno perverzno in to jo dovolijo, jo financirajo, ne? Imajo intervjuje z njo, se sestajajo z njo, Musaca se sestaja, Urška Klakočar Zupančič, Golob, Nika Kovač, ja. Mislim, mi drugače misleči, nas pa že hudič vzame, ne bo šlo tako naprej, ne. Ker tudi na desni strani se najdejo eni psihopati, ki ne bojo tiho. Nič ne ščuvam, napovedujem. Čau.